Torej, gospe in gospodje, začnemo z zadnjim panelom našega dvodnevnega simpozija. Prisluhnili bomo trem referatom in potem še zaključne misli, s tem bomo zaključili ta imeniten posvet sredi slovenske prestolnice. Z mano sta dva referenta, na skrajni levi strani je dr. Dejan Valentinčič, ki nam bo predstavil prvi referat z naslovom Ideje in aktivnosti avstralskih Slovencev za demokratično samostojno Slovenijo s poudarkom na obiskih Jožeta Pučnika v Avstraliji februarja 1991. Predaval nam bo primorski rojak, dr. Dejan Valentinčič, pravnik, do nedavnega državni sekretar na Uradu Republike Slovenije oziroma Ministrstvu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Kljub temu, da je Dejan pravnik, je tudi velik strokovnjak za siceršnje delovanje in organiziranost Slovencev, kjerkoli v svetu že živijo. Eden od najboljših na Slovenskem. Torej, Dejan, beseda je tvoja, imaš pol ure časa za referat. Prosim. Lep pozdrav vsem. Najprej, brez skrbi, se ne bom držal pol ure, bom malo krajši. Potem pa najlepša hvala organizatorjem za vabilo na današnji dogodek. Ukvarjati se z eno tako tematiko je seveda ena zelo lepa stvar, ker potem človek brska po, lahko rečemo, najbolj veličastnem delu naše zgodovine in seveda o preberju teh zadev nekako podoživlja čustva, ki so takrat prejevala narod in lepo je to podoživeti. Torej, zakaj sem se izmed vseh izseljenskih skupnosti odločil nekoliko bolj predstaviti prav avstralsko? Zato, ker je to edina skupnost, ki jo je dr. Jože Pučnik osebno obiskal. Torej, vemo, da so Slovenci po svetu igrali pomembno vlogo v demokratizacijskem procesu v Sloveniji. To je bilo že pred prvimi volitvami, ko se je nabiralo finančna sredstva, tudi v izseljenstvu v podporo novim strankam. Največ tukaj so dobili predvsem krščanski demokrati in Slovenska kmečka zveza, nekaj Slovenska demokratična zveza, socialni demokrati so bili bolj ob strani. Seveda potem drugi del po plebiscitu, ko je šlo za nekako mednarodno ozaveščanje te odločitve, še posebej pa potem v času vojne in po vojni, ko je seveda bil ta ključen fokus nekako prepričati mednarodno politiko naj odločneje stopi na stran Slovenije in na to kasneje prizadevanja za mednarodno priznanje nove države. Zdaj, zakaj to poudarjam, da je takrat izseljenstvo igralo pomembno vlogo? Ker seveda posledično tudi številni pomembni, vodilni Demosovi politiki, predvsem Demosovi politiki, so odhajali v izseljenstvo, predvsem preko luže, na razne obiske in tam nekako predstavljali situacijo, pa tudi preko tega poskušali motivirati rojake za večji angažma, ampak lahko seveda rečemo, tudi ta angažma je seveda tudi že bil zelo velik, seveda bile so povedane tudi neke ažurne informacije, podajati sporočilo, kot ga je videla trenutna vlada, da bi potem tudi tukaj rojaki to nekako v teh njihovih državah in družbah razširili. Torej, kdo je največ hodil med rojake? Zagotovo takrat pristojen minister, danes tukaj prisoten dr. Janez Dular, ki je bil večkrat okrog, pa predvsem tukaj mislim, da izstopata Lojze Peterle in Janez Janša, ki so, torej za te tri ljudi lahko rečem, da so obiskovali različne kontinente, medtem ko dr. Pučnik, torej kot rečeno, je bil zgolj v Avstraliji, to je bilo februarja leta 1991. Zdaj, če povem zelo po pravici, nekako na tri dele sem si nekako predstavljal razdeliti današnjo predstavitev. V zadnji del bo tam, kjer želim nekaj novega povedati. Prva dva bosta bolj nekako povzetek že znanih stvari in ne samo to, če sem še malo bolj odkrit, recimo, ko sem številne, kar nekaj rojakov v Avstraliji, ki jih osebno poznam v zadnjih tednih, spraševal, kako se spominjajo obiska dr. Pučnika. Po pravici povem, da nisem dobil nobene nove informacije, razen to, kar je bilo že zapisano. Torej, 30 let je vendarle dolgo obdobje in spomini potem tudi lahko rečemo bledijo. Edina stvar, ki nekako lahko rečem, da je bila nova, torej ki je bila nikjer zapisana in se predstavlja, da takrat verjetno ni bila
nikjer načrtno napisana, ker to z vidika nekega takega obiska ni pomembna informacija, ampak mislim, da 30 let kasneje pa je informacija, ki jo velja omeniti, ker ti postavi stvari lepo v kontekst. Namreč naštevali so mi, pri kom je dr. Puček spal, pri katerih rojakih je pronočeval, ko je bil na obisku v Avstraliji. In seveda to ni nepomembna informacija, ker ti to kaže seveda, da je šlo za en tak skromen obisk, torej nekako zanašal se je na infrastrukturo rojakov, pri njih je živel, oni so ga vozili okrog, ampak to je pomembno tudi v kontekstu, da takratni obisk ni šlo zgolj za obisk recimo slovenskih klubov, ampak dejansko so ga tudi več avstralskih ministrov ga je sprejelo in več ministrov vlade v senci. Torej je imelo to, čeprav se takrat Slovenija še ni bila mednarodno priznana država, vendarle kot demokratično izvoljena vlada republike, ene federacije, vendarle je prišel tudi do sogovornikov, s katerih mogoče po teh splošnih nekih uzancah niti ni bilo tako samoumevno. Toliko v tem uvodnem delu. Torej, v drugem delu mogoče malo več najprej o samem dejavnostih avstralskih Slovencev mimo obiska dr. Pučeka, potem pa predvsem, kaj je ta obisk pomenil. Torej, ena taka zelo torej način, kako so se avstralski Slovenci nekako poskušali to tematiko popularizirati, spraviti v avstralsko javnost, ni bil nič drugačen, kot je temu bilo naprimer v Kanadi, iz drugih državah Amerike, Argentini in tako naprej, ampak tukaj z eno zanimivo razliko, namreč še bolj kot v drugih državah je tukaj prišlo do zelo veliko sodelovanja s hrvaško skupnostjo. Torej, seveda povsod je takrat se je marsikje sodelovalo s hrvaško skupnostjo, ker seveda so bili problemi zelo podobni. Dejansko tukaj pa ni bilo samo v tem smislu, da bi se podpirali eden druge, ampak tudi, ko so bile recimo demonstracije na raznih trgih, tako v Canberri kot recimo v Melbourneu, Sydneyju, v kraljičji deželi, torej so celo skupaj organizirali te shode in so bili oboji govorniki in tako naprej. Torej, to je bil en tak način, seveda, kjer se je potem vedlo, da preko množične udeležbe se bo po eni strani doseglo medijski odziv in preko tega seveda tudi posledično pritisk na politike. To je bila ena torej taktika. Druga taktika, ki pa tudi je veljala tudi za druge države, recimo za druge države Amerike, pa je bilo množično pisanje pisem vladam z pozivom, naj se prizna samostojno Slovenijo, oziroma še prej, pač naj se prepreči nasilje. V primeru avstralskih Slovencev, recimo v eni akciji je bilo avstralski vladi poslanih 13,000 dopisnic s tako zahtevo, ob drugi zahtevi recimo je bilo osebno deponiranih 2,000 podpisov. Poleg tega pa seveda ne gre zanemariti tudi finančne podpore v prvem delu, torej Demosovim strankam, kasneje pa finančne podpore nekako za obnovo Slovenije po tej 10-dnevni vojni. Poleg tega so se avstralski Slovenci takrat povezali, torej, če nekako mogoče stopim najprej en korak nazaj, enako kot velja za ostale slovenske skupnosti v izseljenstvu, velja tudi za avstralske Slovence, seveda do te slovenske pomladi je vendarle šlo za v dobršni meri za razdeljene skupnosti, kjer ni bilo zelo veliko sodelovanja, da je seveda razglabljanje, zakaj je temu bilo tako, bi seveda zahtevalo zelo veliko časa, bili so najrazličnejši razlogi, ampak vendarle lahko rečemo, seveda povsod je osamosvojitev Slovenije imela ta kohezivni element, ampak vendarle spet so razlike med posameznimi državami. Recimo v Buenos Airesu, recimo kljub Triglav, ki je zdržal te predvojne primorske rojake, vendarle ni tako zelo se povezal s to povojno migracijo, ker je bil že nekako v zadnjih izdihljajih. V Avstraliji pa lahko rečemo, da je prišlo do tega povezovanja nekako najbolj intenzivno, tako da recimo en tak primer, recimo v Sydneyju je delovalo in še vedno deluje društvo Triglav, ki je nekako veljalo za bolj režimu naklonjeno, pa bolj, ne bom rekel projugoslovansko, ampak gotovo bolj socialistično usmerjeno. In recimo v njihovih prostorah je bil ustanovljen Svetovni slovenski kongres, medtem ko so volili delegate Slovenske seljenske matice v slovenskem društvu Sydney, ki je nekako veljalo za oporečniško društvo. In navkljub vsem tem recimo zanimivim izmenjavam, torej te linije so bile manj jasne kot v drugih skupnostih, vendar se je smatralo, da vsi klubi, čeprav so se začeli rojaki med seboj učlanjevati, obiskovati preditve in tako naprej, da bo
močnejši nekako element združevanja, če se ustanovi nove iniciative, tako da se potem po vseh teh zvezdnih deželah, če smem tako reči za Avstralijo, so se ustanovili slovenski narodni sveti, ki so se potem združili v avstralsko slovensko konferenco Svetovnega slovenskega kongresa. Torej, to je nastalo že prednje, formalno nastal sam Svetovni slovenski kongres, na to pa se je to priključilo. In v okviru teh torej nekih novih organizacijskih tvorb je potem prišlo do teh dogovarjanj, kako nastopati, katere momente zbrati in tako naprej. In lahko rečemo, da kar se tega tiče uspehov, torej seveda eno so tisti uspehi, ki so nasplošni, torej javna prepoznavnost, finance, ampak omeniti velja še dva taka, recimo, uspeha, ki sta mogoče malo manj, torej ki sta posebna, ki ju ni v drugih skupnostih, zato bi jo veljalo posebej omeniti. Prvi je ta, da že takoj po koncu vojne, torej takoj, ko je minila vojna, je avstralska vlada izdala eno posebno uredbo, da prebivalcem Slovenije dokumentov, če želijo potovati v Avstralijo ali v Slovenijo, ni potrebno več iti urejati na veleposlaništvo v Beograd, ampak lahko hodijo na Dunaj. Zdaj, jaz mislim, da takrat verjetno se niti Beograd, ni Ljubljana nista zelo dobro zavedla, kaj to pomeni. To je pomenilo de facto priznanje. Torej, to ni bilo več, Avstralija že par dni po vojni ni priznavala beograjske suverenosti na slovenskem ozemlju. Ampak takrat je recimo ta stvar šla zelo nekako mehko mimo, torej nihče ni iz tega delal zelo velika pompa, ne druga stran, pa gotovo ena taka zelo zanimiva stvar. No in druga stvar, ki jo tako mogoče velja kot eno tako zanimivost omeniti, je, da je eno zanimivo vprašanje, torej katera prekomorska država je bila prva, ki je priznala samostojno Slovenijo. Torej, zdaj seveda mi se tukaj radi pohvalimo, da so to zagotovo bile države, kjer so bile največje slovenske izseljenske skupnosti, razen Združenih držav Amerike, kjer vemo, da so bili bolj zadržani in so to zavlačevali s priznanjem. Ampak zanimivo je, da so bile tam v paketu 3 države. 15. januarja leta 1992 Argentina in 16. januarja Kanada in Avstralija. Ampak zanimivo je, da je Avstralija bila pred Argentino. Torej datumsko je bila en dan kasneje, ampak zaradi časovnih pasov, kdaj je pa to bilo ratificirano, je bilo pa prej ratificirano v Avstraliji kot v Argentini, kot en tak zanimiv moment. 12 ur in je že preskočil datum, ja. To je kot en tak zanimiv moment, mogoče bi se pa zdaj v drugem delu nekoliko bolj ozrl torej na obisk Jožeta Pučnika. Sveda vemo, da je takrat on imel zelo pomembne zadolžitve doma, torej zagotovo je bil obisk zelo kratek in intenziven, ampak recimo kako je sam obisk potekel, pa vendarle nekako kaže o takratnem vzdušju in mislim, da se je tudi tako simpatično spominjati. Torej 21. februarja leta 1991 je Jožef Pučnik najprej pristal v Melbourneu, v Sydneyju, in takrat ga je 80 rojakov pričakalo na letališču, tudi v narodnih nošah, in Alfred Brežnik, kasnejši častni konzul v New South Walesu, ga je pozdravil besedami: dobrodošli v avstralski Sloveniji. In že tam ta prvi pozdrav govor je izpostavil, da se je Jožef Pučnik v Slovenijo vrnil po 23 letih in da če kdo od slovenskih politikov, on najbolj čuti, kaj pomeni živeti na tujem. In seveda takrat je bilo, čeprav je bilo to mišljeno, da bo sam kratek pozdrav v narodnih nošah in na to naprej, je vendar bilo tako zanimivo, tako z rojakov kot z medijev, da je potem moral imeti svoj prvi govor že na letališču, kjer je nekako že orisal cilje Demosa, ki so znani, ampak tudi nekako trenutno situacijo, torej kje se je Slovenija takrat nahajala. In takrat je v Avstraliji izhajal en poseben časopis v času osamosvajanja, Slovensko pismo, ki je na to, vsi izvodi so bili v knjižni obliki, in mogoče kar preberem, recimo, kako ga opišejo. Toplina njegovih besed je takoj vsakega osvojila. Res takoj čutiš skromnost, poštenost in iskrenost. Zna biti prepričljiv, je spreten govornik, njegove besede znajo biti klene, tudi trde, a hkrati znajo biti tudi mehke in zna biti preprost, štajersko širokogruden. Na njemu ni nič profesorskega, nič gospodskega, še manj despotskega. Čeprav ga po pravici uvrščamo v
med vrhunske intelektualce. Torej, teh nekaj dni, ki mu je bilo namenjenih, je lahko preživel v Sydneyju, seveda je nekako bil razpet med razne obiske rojakov, pa tudi številne medije, tako za slovenske medije kot avstralske, kajti seveda takrat ta nekako predajati sporočilo navzven je bilo seveda ključno. Nekako pa tudi se smatra, da je takrat mogoče bil načrtno izbran najprej Sydney, da se malo testira teren, preden se gre v prestolnico v Canberro, da se vidi prve odzive in potem da se naredite državne govore. Ta prvi obisk, prvo mesto vsekakor lahko označimo kot zelo uspešno in recimo tako potem zadnji poslovilni govor nekako se glasi tako: pozdrav, tako sprejemajo Slovenci svoje velike može. Lahko bi rekli, da je bil obisk dr. Puščika pravi triumf za slovenstvo v Sydneyju. Sam 23-letni migrant ve, kako čutijo in živijo migranti in s kakšnimi težavami se je treba spoprijemati v tujini. Da, to je mož na mestu, pravi naš ljudski tribun. No, zanimivo je potem, ko se poda dr. Pučnik v Melbourne, ko ga tam pozdravijo, spet pride do izraza torej njegovo zdomstvo. Spet tukaj v govoru poudarijo, da on je tisti, ki ve, kako je biti na tujem, je doživel našo usodo in tako naprej. Zato torej, lahko rečemo, da po eni strani je bil to Pučnikov edini obisk v izseljenskih skupnostih, ampak za avstralske Slovence pa je bil prav Pučnikov obisk tisti, ki ga nekako smatrajo kot vrhunec, ker so nekako na tej skupni življenjski nekako usodi videli neko zelo močno povezovalno okoliščino. No, sicer lahko spet seveda bi vsebinsko povzel torej enako, kaj je bilo seveda obiski slovenskih klubov, intervjuji za slovenske medije, intervjuji za avstralske medije. Temu je pa potem sledil še obisk Kraljičje dežele in Zlate obale, kjer pa bi spet lahko povedal, da je bilo vse vsebinsko enako, ampak pa želel eno drugo stvar izpostaviti. Tako pri Pučniku kot pri nekaterih drugih osamosvojitvenih politikih, boste na to videli tudi, kaj imamo v mislih pri naslednjem referatu, se zdi, da so včasih kakšne stvari v izseljenstvu povedali še bolj jasno kot doma. Ne zato, ker bi skrivali, ampak nekako mogoče ta občutek svobode. Tako da recimo, kaj je dr. Pučnik povedal v Brisbaneu, v slovenskem klubu: ne pričakujem dolgotrajnega vladanja Demosa. Glavna naloga je samostojna in demokratična država. Takrat, ko se bo to zgodilo, bo Demos razpisal nove volitve, čeprav morda takrat, če ne bo iztekel naš mandat. Zanimivo, takrat seveda se v Sloveniji o tem ni tako jasno govorilo, to se tudi kasneje ni zgodilo, verjetno lahko 30 let kasneje rečemo, žal ni zgodilo. Mogoče pa še ena taka druga zanimiva stvar, namreč, ko je torej Pučnik prihajal na vse te letališča, povsod poudarjajo, da so ga pričakali s slovenskimi zastavami brez rdeče zvezde. In ker seveda takrat ni bila še določena nova zastava, ampak zanimivo je, da potem, ko je šel iz Brisbanea v Canberro, torej v prestolnico, je tam v klubu že bila nekoliko žolčna razprava o ustanovitvi Svetovnega študentskega kongresa. Torej govorimo o februarju 1991, vemo, da kongres je bil ustanovljen junija in takrat, torej priprave so bile očitno že v polnem teku, ampak takrat so debatirali, kdo bojo delegati, in takrat so postavili pogoj udeležbe za kamberske Slovence, torej oni so to odprli, je, da sreče se ne bo znašlo pod zvezdo z rdečo zastavo, saj je brisbanska slovenska skupnost nasprotovala temu konečnemu simbolu že polnih 35 let. To je ena taka zanimiva stvar. No in ko govorimo o teh, torej nekako, da se včasih se je zunaj lahko bolj odprto govorilo o stvareh kot doma, naj omenim še to stvar, torej v enem intervjuju za SBS, to je torej avstralski radio, ki imate etnične programe tudi slovenske, recimo je vprašanje, torej slišali smo, da se bliža konec jugoslovanski Sloveniji. In kaj Pučnik odgovori? Februarja 1991, Slovenija se je pravno že odcepila od Jugoslavije. Odkar je bil sprejet amandma 99 v stari ustavi, sta to dva ločena pravna sistema, torej
je samo še potrebno, da se tudi na področju gospodarskega upravljanja političnega sistema naredi to, kar pravno že drži. Tudi ena zanimiva stvar, recimo o tem se takrat gotovo v Sloveniji ni na tak način govorilo. No in mogoče še samo še par besed o obisku v Canberri. Torej, seveda, Canberra je avstralska prestolnica, tam je imel obisk nek poseben pomen in kot rečeno, seveda, čeprav dr. Pučnik po eni strani ni imel neke formalne vladne funkcije, po drugi strani pa Slovenija še ni bila torej, priznana kot država. Recimo je takrat imel sprejem na zunanjem ministrstvu, kjer ga sicer ni sprejel zunanji minister, ampak direktor direktorata za vzhodno Evropo in 2 svetovalca od predsednika avstralske vlade. Na to je imel obisk pri ministru v senci za imigracijo, lokalno samoupravo in etnične zadeve, torej pri ministru. Na to je Jim Snow, poslanec v parlamentu, organiziral kosilo, kamor je prišlo, ki je bil takrat tudi predsednik zunanje političnega odbora avstralskega parlamenta in na ta srečanje je prišlo tudi več drugih avstralskih poslancev in senatorjev in nekako ta pogovor z ministrom za imigracijo je bil tako vsebinski, je tudi ministra tako navdušil, da je naslednji dan spet šel k ministru na pogovor. Torej 2 dni zapored je bil na sestanku pri ministru in potem pred odhodom še obisk pri ministru v senci za zunanje zadeve. In zanimiva stvar je, da takrat je bil torej eden izmed prisotnih, torej ta ministr v senci, senator Hill, je pa nekako o tem nič ni povedal, ampak je naslednji dan v senatu vložil resolucijo, naj avstralski senat prizna, da baltske države niso več del Sovjetske zveze in v ustnem predstavitvi tega rekel, Slovenija pa deli usodo baltskih držav. To je bilo recimo naslednji dan. No in za konec še mogoče da vendarle ni bilo vse, recimo je bilo, torej, da niso vsi tako navdušeno sprva sprejemali, torej Triglav v Sydneyju je kasneje obisk od Pučnika opisal kot obisk dr. Jožeta Pučnika, je bil velik uspeh. Tudi na ljudi, ki ga niso še nikoli videli ali slišali in ki so ga bili pripravljeni kritično sprejeti, je napravil globok vtis. Zanimivo. Tako je recimo faktološko izgledal ta obisk, torej kot rečeno v tem delu nisem niti imel namena kaj veliko novega povedati, kajti nekako pokazalo se je, da so stvari že dodobra popisane. Bi pa zdaj za konec želel na kratko še o eni drugi stvari par besed spregovoriti. To pa je ena stvar, ki si mogoče nekako bi si zaslužila še eno večjo zgodovinsko osvetlitev, recimo, da bo enkrat prišel čas za to. Namreč, ko sem bil leta 2017 v Buenos Airesu, so mi takrat nekako omogočili, da malo pregledujem te arhive v Slovenski hiši. In tam vse imamo arhive od Slovenskega narodnega odbora, ljudske stranke, različnih organizacij in tako naprej. Zdaj seveda nekateri so nekako že odprti za publiciranje o tem, drugi niso, ampak tudi, če se omejim bolj na te, ki niso torej zaprti, to je arhiv ljudske stranke, ena zelo zanimiva stvar je. Namreč znotraj slovenskih seljenskih skupnosti je v teh, lahko rečemo, 40 letih povojne emigracije potekala redna, konstantna pisna korespondenca. In kar me je takrat nekako presenetilo, pa je, da najbolj intenzivne vezi so bile med Argentino in Avstralijo. Kajti, zakaj se mi je zdela ta stvar posebej zanimiva? Ker po eni strani je slovenska skupnost v Avstraliji veljala za manjšo v primerjavi z ostalimi skupnostmi in tudi, da njene življenjske moči niso bile, vsaj danes niso tako zelo močne, tudi kaže, da če smo tako zelo iskreni in prostodušni, recimo izmed vseh teh večjih izseljenskih skupnosti, je ta v Avstraliji danes v najslabši kondiciji. Torej tam dejansko se domovi zapirajo in odprodajajo, aktivnosti ni več, recimo 3. generacija zelo redko zahaja v te stvari in tako naprej. Ampak ko se potem človek ozre, recimo 40 let, 30 let nazaj, pa ugotovi, recimo, koliko energije je takrat bilo in tudi na zadnje, koliko nekih vizij, idej, premljevanja je potem nekako trajalo skozi leta, ampak seveda, kakšno je življenje, nažalost, seveda ni bilo nekih realnih možnosti, da bi to prišlo potem v neko realizacijo. No, o čem so te korespondence potekale? To so zelo zanimive stvari. Torej, ena stvar, ki je konstantno delovala, je bila
poročanje o dogajanju v skupnostih in ocene stanja v Jugoslaviji. In zato se tudi zaradi tega ocenjevanja stanja v Jugoslaviji sem si drznil to tematiko danes vključiti sem, ker vendar je to recimo, lahko rečemo en mini korak recimo, napram temu. In recimo tam noter so take zelo zanimive ocene. Po eni strani seveda se opisuje, kakšna je situacija v določenih društvih, na eni in na drugi strani, torej na obeh kontinentih, po drugi strani tudi osebne karakteristike predsednikov, kdo nekako ima večje možnosti postati nek širši voditelj, kdo bolj vodi pač prostor društva in tako naprej. Potem, poleg tega, pa so bile neke posamezna obdobja, ko je pa to bolj eskaliralo. In izpostavil predvsem 3 obdobja. Eno je bilo ob podpisu Londonskega memoranduma in torej ukinitvi svobode tržaškega ozemlja. Takrat je potekla zelo intenzivna korespondenca med avstralskimi in argentinskimi Slovenci, kako bi skupaj nastopili in so tudi deponirali podpise proti temu, da Trst pripade Italiji. To je prva stvar. Druga stvar je bila ravno, vemo, da se te dni se spominjamo 50-letnice pogroma nad dvojezičnimi napisi na Koroškem. Recimo takrat seveda vemo, da je seveda državna in posebej deželna politika bila Slovencem, koroškim Slovencem zelo nenaklonjena, Cerkev pa je takrat že začela to pot dialoga, je bila bolj odprta. To obdobje predtem. Takrat je poteklo zelo veliko korespondence med obema kontinentoma, kakšen je odnos Koroške katoliške cerkve do koroških Slovencev in več pisem na tamkajšnjega prelata, škofa in tako naprej, da kako so kot katoličani razočarani in nekako nemočni nad takim odnosom in da pozivajo, naj se Slovenci začne obravnavati kot enakopravne državljane. No in tretja stvar, ki je pa nekako zelo vidno bila aktivna v skupnosti, pa je bilo leta 1979, ko je v Avstraliji bil Ljerko Urbančič obtožen, da je vojni zločinec. In to je zanimivo, kajti takrat so iz Avstralije v Argentino pošiljali originale vseh izvodov časopisov, ki so v Avstraliji o tem poročali, odzive od Urbančiča in ocene. Torej seveda, gotovo tudi v Argentini obstaja ena skrb, kako se bo ta stvar izcimla, ampak takrat recimo se videlo, da je bila ta korespondenca še veliko bolj intenzivna. No, zatem se ta stvar je potem trajala do leta 1986, ni bil ves čas intenzivno, se je potem vedno poročalo. 1986 pa je potem bilo že obdobje, ko je začela slovenska pomlad in takrat potem recimo je tudi prihajajo neke ocene, kdo bi znotraj skupnosti lahko prevzel pobudo nekako prizadevanj za torej stopiti nekako v pomoč Sloveniji. Recimo tukaj, če lahko citiram en tak recimo dokument, ki recimo sam kot simbol, ker teh je bilo na desetine, recimo en avstralski avtor, kdo piše: Menard je razvpit, Urbančič prav tako, pa še poudarja svoj agnosticizem in je še nestabilen. Nekdanji senator Lajovic je odličen protikomunist, tudi osebno lep značaj, a vprašanje, če se ga mora postaviti na čelo slovenske skupnosti. Torej, zanimivo, torej v času prve osamosvojitve sta obe skupnosti razmišljali, kdo je bil tisti portparol, ki bi nekako bil prvo ime skupnosti v prizadevanjih. Torej, par takih zanimivih ocvirkov, mislim, da sem moj čas porabil. Hvala lepa, upam, da je bilo kaj zanimivo, kaj novega. Hvala docentu dr. Dejanu Valentinčiču za predstavitev dela slovenskih izseljencev v Avstraliji in njihov odnos do Jožeta Pučnika. Naj ob tem povemo, da Dejan tukaj ne samo poklicno pokriva to področje, ampak tudi ga osebno živi.